Fras in Medvard in Fras in Medvard show. V soboto. Na današnji dan v zgodovini človeštva. In je 9 minut čez pol osmo, Marko in Tomaž sva tu, lepo zdrav. Lepo zdrav. Danes je torej 6. juni in kaj imamo danes, Marko? Na današnji dan so se rodili Aleksandr Sergejevič Puškin, ruski pesnik, pisatelj, dramatik. In kar poznan med mladimi. Tako, precej. Tudi Tenzin Gyatso se je rodil na današnji dan, tibetanski Dalaj Lama. Gospod Lama, ne? Ja. Robert Englund, ameriški igralec, se je rodil na današnji dan. Mislim, da je on bil, on je Freddy Krueger, z onim polovrom pa krempljem. Okay. Ja, kaj idi ga pogledal? Polover pa krempljem. Pa klobuk, ne? Freddy Krueger. To ti. Ja. Okay. Mislim, da. Oke, skup zašite. Tako, ja, dobro. Robert Englund, ja. Okay. Super. Björn Borg, švedski tenisač. Tudi Steve Vai se je rodil na današnji dan, ameriški kitarist. Pa Uncle Cracker, ameriški pevec. Znerodni oziroma glasbenik. In pa Noriaki Kasai, japonski smučarski skakalec. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan? Jaz vem, kdo se je poslovil. Kdo? Robert Kennedy na današnji dan. Tako sem včeraj napisal, pa zdaj ni več not. Super. Ker ti po noči hodiš, pa ven brišeš. Ja. Tudi njega so pospravili. Tako brata. Tako. Kaj češ, ne? Če si javna oseba. Ja? Tako da. Ti. Ne, ti si bolj. Ti si bolj. Ker si še v bendu. Ok, kaj se je dogajalo na današnji dan leta 1844? V Londonu ustanovijo organizacijo Young Men's Christian Association oziroma YMCA. V Londonu? Ja, tudi smisel, da je to ameriška zadeva. Leta 1933 v Camdenu v ZDA odprejo prvi drive-in kino. To, ko vidimo v filmih. Ja, pa me je bilo vedno tako cool. Sedijo v avtih, pa žerajo. Ja. Pa si kurblajo. Pa pol gajbe postavljajo. Tako. Pa klepine. Pa leta 1946 ustanovijo ameriško košarkarsko ligo NBA. Leta 1949 izdajo Orwellov roman, izide Orwellov roman 1984. Ja, kaj zdaj? Ja, 35 let prej ga je izdal. Aha. In leta 1951 na današnji dan v Berlinu odprejo prvi berlinski mednarodni filmski festival Berlinale. 51. že? Še niso niti se zmenili do konca. Ja. Koga je vse treba beg spravi. Tako. Super. Očitno s tem malo to lažli. Jetika je bolezen. Gospode Pincle, domač? Vse domače, Petržil, Bob, Koreja, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Evo nas v totem studiu tudi gospa Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic. Lepo zdrav, Nataša. Dobro jutro. Dobro jutro, Nataša. Malo smo te pogrešala, ampak ja, dobro. Malo te ni bilo zdaj. Ja, malo me ni bilo, kar sicer ne pomeni, da tržnica ni bila je polna, vedno bolj je. Ja, res smo vse povedala. Veš, kaj smo se prejšnji teden spraševala, kaj pa so tiste manj znane vrtnine in smo recimo na rabarbaro prišla. Ja, pa na blitvo, rdečo blitvo, rukolo, to so take manj znane vrtnine. Ko niso zdaj na vsakem. Običajne, ko jih običajno se ne odločamo, da jih na vrtu sadimo. Ja, res je. Ja. So pa pogoste v naših življenjih. Recimo rukola je v vsakem drugem hamburgeru že. Pa v sendviču. Pa na pici, pa povsod. Zelo lepo raste tudi na vrtu. Ja. Naj kar raste. Malo tako je fajn, ne, ampak včasih pa ene pizzerije, pardon, preden gremo na ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg. Tako. Ja, pa malo namažejo za rdečo omako. Ja. Sediš v onem grmu, pa šavjem. Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam na spodaj. Ok, Nataša, kaj imamo?
najprej praviš, da na radvanski tržnici, da je danes kar pestro. Iz radvanske tržnice prihajam. Res je pestro. Tržnica je torej zdaj v tem času, to je čas, ko je tržnica najbolj založena. Ko vidiš mladi grahec, ko vidiš bob, ko vidiš že brokoli, kolerabe, take lepe debele. Pa je, da so rastle kot nore prejšnji teden, ko je deževalo in imajo res take velikanke kolerabe, redkvice, rukolo, solate, kristalke. Torej solat ti kar zmišljuješ, kaj bi jedel, tako vsako, ki si je zmišljal. Samo zdravje. Na tržnici najdeš. Zelje, tisto tako koničasto, lepo, mehko, ko ga naribaš v solato in je res zelo dobro. Še vedno je redkvica, ni še sicer paradižnika, ampak mlada čebula. Res tržnica je polna in polna je tudi sadja. Torej, češenj, jaz sem šla danes zjutraj skozi tržnico, pa mislim, da sem je pol kile pojedla. Torej, čist na vsakem štandu je tržnica, oziroma so češnje drugega okusa, ne moreš verjeti, res kakršnekoli potrebujete, češnje boste našli. Za štrudl, za vlaganje, za kompot, za jezd, res so. No, to je super, ja, evo. Stavk. Ja? Na te še bomo morali malo počakati, ampak te prve češnje so že odlične in veliko različnih vrst. No, to vidiš, to je svetovno, ne? Ja. Ni za ono, vsi imajo češnje. Ja, Ne, da so različne, ampak greš malo probati. Ribes je že na tržnici, tako da če boste zavili v mesni paviljon, si kupili kako dobro skuto ali pa tisto mleko, pa dali not ribes. Pa 20 kg cukra. Ne, malo medu. Okay. In odlična malca je odlični taki sadni. Zdaj si res lahko pripravljamo svoje domače sadne jogurte. Super. Mlečne ponudbe je na tržnici ogromno. Jogurti, kefirji, kozji, kravji, kislo mleko, grški jogurt. Torej, ni da ni, kar ne bi našel na tržnici. No, zdaj v tem momentu se lahko malo ustavimo in v bistvu v sebe posrkamo ta moment, kaj vse imamo, kaj se vse da kupiti, ko mogoče druge ni. Ja, res je. Da vsega Boga imaš na tržnici, recimo, plus seveda imaš tudi trgovin milijardo, ampak zadnjič recimo, Nataša, sem šel zjutraj na tržnico, ko so bili oni cirkusi, in sem šel dol v spodnji štok v nedeljo, mislim, da. In ko sem zavohal tržnico, ono, ko vse zavohaš naenkrat, pa in tako si rekla, te cvetače, pa brokoli, pa to je kot da so sami prišli tja, pa se vsedli. Ko greš danes čez tržnico in če si slučajno naredil zjutraj listek, kaj boš kupil, pade pri drugi stojnici, ker ko ti vidiš toliko različne zelenjave, toliko različnih ponudbe, tiste tete naše prijazne, ki kar žarijo, ko lupijo grahec na stojnici, ki zvežejo, špargle v šopke, peteršilje, to je res en tak prav poseben občutek, ko doživiš to prizor. To se ne že večkrat naredijo, da grem, moram iti nekaj, po čebulo ali nekaj, pa z vrečkami. Ja, seveda. In danes, glede na to, da ne dežuje in da ne bo prevroče, je recimo idealen čas spet za malo podkuriti. Zdaj pa, če greš na tržnico, Nataša, v mlečno-mesnega najprej. In ko prideš v mlečno-mesni paviljon, najprej naletiš na piščance, prve, pa druge, pa potem je vmes gospod Mez nariž za tisto malo svinsko ribico, veš, tistim filejem, ko ga narežeš, pa ga namažeš. Zgleda kot losos. Tako, in ga bolj daš na žar. In potem seveda kmetijska zadruga Raček, ker pa ponujajo nikaj ni od čevapov, pleskavic, klobasic, hudih, manj hudih, pol hudih, belih, rdečih, začinjena vratovina za žar, res je ogromna ponudba. Potem boste poiskali še sir za žar, pa zunaj kakšne bučke, pa idealno, pa zadeva rešena. Pa seveda 27 kg zelenjave zraven, pa se vse prinese. En komad si dajmo, da se mi dva obrišemo okoli ust, pa se pa da preverimo, kaj si prinesla. Tako, gremo gledati, ajde.
Spare pincle domač? Vse domače, peteržilj, bob, goreje, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. 16 minut čez 8 kaže ura in v tem studiu torej vodja mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Dobro jutro še enkrat, Nataša. Dobro jutro. Veš ti že dobro, da sva te midva zelo vesela. Bi te bila enako vesela, če bi prišla praznih rok, ampak vsakič nekaj vlači. Danes z barunglo je stopila noč v studio. Danes je prišla s pol dreve, dobesedno. Ja, veliko lepo vejo česa. Eno lepo, veliko vejo češen, da vama bo krasila ta pult, pa kar zdobata zraven. Super. In pa seveda s košarico, vsakemu eno košarico češen. To so češnje iz kmetije Železnik, iz Metave so tile kmetija. Na Radvanski tržnici jih dobite, zmeraj so tam, zdaj so začeli hoditi, ker pač so začeli prodajati sadje. Češen imajo enih 15 vrst. Na vrhu smo vam dali 3 marelce, ker več jih ni bilo zrelih, tako da marelce bodo čez kak teden, 2, mogoče, ampak bodo veliko marelic imajo in tudi dobra letina je marelic, Češnje, treba povedati Nataša, da so toliko, da niso črne. Ja, kakšne lepe. Glej, kakšne so. Ene so črne vmes. Črne so, to je ena taka sorta, zelo so sladke, ni še, sem rekla, tistih pravih hrustljavk, kot ti poči, ne, tista velika češnja hrustljavka, te so malo kasnejše, malo bolj pozne, ampak te so že res zelo dobre. Torej, iz teh češenj lahko narediš strudel, lahko narediš marmelado, lahko narediš kompot, karkoli se ti zazdi, češnje so take. Glede na to, da si omenila marmelade, kak je zdaj plan z marmeladami? Kaj zdaj lahko delamo? Jagode so še? Ali kak je? Ja, jagode so še, ampak za jagode morate pohiteti, te jagode grejo v koncu in so zdaj ravno tiste ta najbolj zrele, ne več tako lepe, ravno primerne za marmelado, tako da tisti, ki še niste naredili jagodne marmelade, ker pogumno na tržnico in si jih nabavite, tudi kakšna jagodni cmok. Jezus. Jagodni cmok iz huto ali pa s krompirjem, taki fini, z cimetom pa tak z maslom preliti, z drobinami. Sline, 7 litrov. Jagode so zelo take fajne, ampak grejo v koncu, tako da za jagode boste morali pohiteti, prihajajo marelice, domačih bo letos, tako da se ni potrebno bati, da jih ne bo. Tudi ribez je že na tržnici. Mogoče je zdaj za marmelado pri ribezu še malo prehitro, ker je tisti ta prvi, ampak kakšno pecivo ribezovo, luks kompot. Kdaj pa, Nataša, pridejo slive? Če ti veš, jaz nimam pojma. Počakali, slive so tam začetek julija. Te prve slive, mogoče tiste rumene, ta prve so tam že konc junija, začetek julija in potem vse do jeseni. Tako da slivove spet za knedle. Ja. Ali pa samo za, ne vem, sedeti na drevi pa žvekati. To lahko zdaj na češnjah. Ravno zjutraj smo se pogovarjali. Vsi, češnje je res na tržnici ogromno. Taka druga miza ima češnje. Pa kaj se meni zdi, ali je letos češen, ker ko gledam češnje, tam imam 3 so pri nas, 3 rastejo tako blizu skupaj. To so gor šopi, ko mravlišče. Prav taki, kot tvoj šuh fras, ampak ko koruza, gleda zbito skupaj in to vse po celi, prav črno. Letos jih je res dosti, tako kot jih lani ni bilo. Lani je bila letina češenj zelo slaba, tako jih je letos Pa nadoknadla letos češnja. Nadoknadle. Svetovno. Je jih in še kar nekaj časa bodo. Češnje bodo tam do konca junija, še kar v juliji se potegnile tiste ta velike hrustljavke, tak da, glede na to, da še bojo nekaj časa marmelado, je treba narediti, prisluhnite zdaj dobro marmelado, češnjevo, štrudl, kompot, kaj še? Jogurtovo pecivo, recimo, malca, pa češnje. Ali pa samo sadni jogurt, ne? Te češnje v hladilniku ostanejo nekaj, ne? Zjutraj si jih izkoščičiš, malo narežeš sadni jogurt, žličko medu in malca je vrhunska, zdrava in doma. Nataša, hvala lepa. Spet se moramo iti obrisati. Tukaj imaš na vrečkah še kaj še pa to? potička.
Seveda Vesna iz pekarne Strnat ne more, da vama ne bi nekaj dala, ker sta boga lačna. Hvala lepa. Hvala, Vesna. Potičke še nista dobila, tako da ja, to je mini potička iz pekarne Strnat. Je čudovito. Evo, Nataša, lepo se zahvali vsem iz srca, za naprej pa za nazaj. Pa hvala, da si prišla. Verjamem, da smo lepo razložili vsem, kaj je na voljo na vseh mogoče tržnicah. Mogoče danes malo strpno do tržnice, ne samo da se nesreče, tudi gužve, v mestu je malo zaprtega, ne počasi strpno, mogoče se boste morali kje dalje parkirati, ampak se bo splačalo tudi par korakov narediti, da pridete do tržnice. Ja, se pa je čudovito vreme, ne? Ja. Ni ga lepšega, ko malo hoditi do tržnice, ne? Pa pričakuješ. Pa po poti domov potem poješ, pa že. Seveda, ja. Tak 4 redkve si daš v žep, pa do avta, ne? Ja, fras bo korenček. Tako, ja, fras pa Zike. Nataša, hvala lepa, pozdravi torej vse, zahvali se jim lepo. Hvala z veseljem in vidimo se na tržnici. Tako, in ne pozabiti, vse okoliške tržnice so prav tako odprte in danes delajo na polno. Vas pričakujejo. Tako, evo, hvala lepa in adijo, Nataša. Adijo. Lepo bodi. Škaj sem se spomnil še, pardon. Da je spet čas, da mi dva Nataši nekaj prinesemo. Ja, to pa je. Ja, tako da. Ne zdrave stvari. Tako, da, malo za imunski sistem, ne, da si malo. Pregled tedna. Na Trgu Leona Štuklja se je začel festival Street Food Maribor, ki še traja. Tako? Pridite jesti. Na Lentu se je odvila letošnja žametna večerja. Toti radio so obiskali Žan Serčič in Arjana Lukas ter kantavtorica Kiki. Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi s Ciprom remizirala z 1-1. Radar se je s Čufarjeve ulice v Mariboru preselil na Gorkega ulico. Obeležili smo dan slovenskega krvodajalstva. Marprom pa je na avtobusih umaknil možnost plačevanja voženj z gotovino. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih je 7. Ko se mi pa to zgodi? Ko si delaš instant kavo, tako da imaš kavo že v šalici in čakaš vodo, da zavre, ob tem ful nekaj razmišljaš in grelnik vode vmes zapiska. Aha, perajt je. In suvereno vliješ mrzlo mleko v prazno šalico na zrnca instant kave. In pol gledaš, kaj si naredil in si čestitaš. Cool. Grem še enkrat zdaj. Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o češnja. Ja, vedo si sem. Vedo. Ja, zdaj sem hotel reči. Preden si iz usto. Ja, Nataša Matijevič prej prinesla češnje. Ja, super. Da sem razmišljal malo o tem in tukaj torej 3 zabavna dejstva o češnjah. Prvo, češnja vsebujejo nekaj, kar ima podoben učinek kot ibuprofen, torej protivnetna zdravila, da niti približno ni tako v češnjah koncentrirano, je pa podobno, ne? Da, če jih morda redno jemo, zna pomagati, tako so zdrave. V vsakem primeru. Ne? Drugo, obstaja svetovni rekord v pljuvanju češnjevih koščic in sicer 28 metrov. Pa kak je to možno? To je postavil takrat leta 2004 en Brian Krause. In ta isti Brian je na istem tekmovanju leta 2004 postavil rekord tudi v freestyle pljuvanju koščic. Sem šel gledat, kaj je to pa lahko z zaletom. In takrat je koščico pljunil 33 metrov daleč, torej 5 metrov. Brez zaleta pa 28. Ja, neke tehnike so, ko si nekak jezik zarola in potem izstreli vun. Cela familija od tega Briana so neki rekorderji v pljuvanju koščic. Vse je super, samo veš kaj to 28 metrov? Ja. To je več kot šleper koščic. Ja. No. Za letom pa 33, ko jaht. In tretje, v srednjeveški Evropi so bile češnje luksuzno sadje, ki so si ga lahko privoščili samo ljudje iz elite, torej tako danes, ne? Če nimaš češnja doma, boš dal milijon. Ja, v bistvu je isto spet, ja. Ne? So kar drage. Lahko pa, ne, seveda pri sosedu malo kljuvaš dol.
Ja, tisto, kaj prej gleda. Ja. Mnogi pa tudi ponudijo lojtro, pa empar, tako da hvala tudi vsem vam, ki nam častite češnje. Hvala lepa. Ja, ja. Hvala lepa tebi, Fras. Ne, hvala tebi. Ne, tebi. Smislaš nazaj? Ne, pa nič. 3 zabavna dejstva o marelicah. Okay, češnje in marelice sva danes dobila, tako da ja, lepo. Od stržnice, tako da zato danes mogoče nekaj več o tem. Ok, 3 zabavna dejstva o marelicah. Ne vem, če si vedel, ampak marelice so koščičari, ampak so botanično tesno povezane z vrtnicami. Res? Ja, kaj? Ja. Njihov cvetni prah in koščice imata značilen von ter okus po mandlih, sicer pa so kao z vrtnicami, ne vem, vedno mi je nerazumljivo. Za mandlje sem vedel, da mandli so isti, ja. Ista dreva pa vse je podobno. Ok, drugo zabavno dejstvo, izjemno so priljubljene marelice, tudi celo tako fejst, da so jih celo astronauti jedli na misijah Apollo. Res? So imeli marule, poleg. Posušene. Cool. Mislim, ja, meni so ful dobre. In pa še eno zabavno dejstvo, tretje o marelicah, čeprav njihovo latinsko ime nakazuje, da izvirajo iz Armenije, jih uvrščamo med avtohtono sadje z Kitajske. In pol sem imel, ki je zdaj iz Armenije, ne? Marelica. Ja. In sem šel iskat in piše, da se imenuje v latinščini Prunus armeniaca. In dobesedno to pomeni armenska sliva. Ja, prunus je sliva. Ja. Ker so pač stari Rimljani baje verjeli, da marelice izvirajo iz Armenije. So pa iz Kitajske. Dobro. Ker bi bilo zabavno, recimo, če bi gledali Keeping Up with the Kardashians, ne? Ta resničnostni šov in bi ful tam te sestre marelice žrle. Ja, to je naše domače. Jo, ga zvede misliš. Fras in Medvard in Fras in Medvard šov. V soboto.